Okej, začnimo, ne? Dober dan, Halo, sliši se? Ja. Dober dan, dobrodošli. Pri Tržaški založbi Mladika je v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu izšel priročnik, ki spodbuja, razvija in nadgrajuje sposobnosti fonološkega zavedanja pri otrocih. Pripravile so ga Silva Perčič, vzgojiteljica v vrtcu, ki se ukvarja z zgodnjim odkrivanjem specifičnih učnih težav, Sonja Bukavec, učiteljica, ki se ukvarja z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami, in dr. Martina Ozbič, logopedinja, surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Deluje na področju nudenja pomoči osebam s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter komunikacijskimi ovirami. Silva Perčič in dr. Martina Ozbič, lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, danes bo govor o dveh projektih, dveh knjigah. Začeli bi kar pri publikaciji V svetu glasov, vaje fonološkega zavedanja. Najprej Silva, kaj je fonološko zavedanje? Fonološko zavedanje je prepoznavanje posameznih glasov, fonemov v besedi. To je za otroka silno pomembno in da s tem začnemo delati že pri predšolskem otroku in že prej, ker če bo imel zavedno fonološko zavedanje, če se bo zavedal in prepoznaval vse glasove, ne bo imel težav pri branju oziroma pri pisanju. Martina, katere so najpogostejše težave, ki se pojavijo pa v tem razvoju fonološkega zavedanja? Torej, če fonološko zavedanje naj bi bilo skoraj razvito pred vstopom v šolo in prepoznamo ponavadi težave med 5. in 7. letom, vemo, da že otroci že pred tem kažejo, da bi lahko imeli v prihodnosti težave na področju fonološkega zavedanja. Ker fonološko zavedanje pomeni, da se otrok zaveda, da je jezik sestavljen iz glasov, fonemov, ki spremenijo pomen, recimo reka, roka, ali žoga, noga, razen vokalizma, ampak za Primorce je to enako, tisti in da ugotovi, da obstajajo tudi pravila, da je jezik strukturiran na določen način. In v zelo zgodnem obdobju, tam od 3. do 4., 5. leta, ko se dogaja fonološki razvoj in sposobnost razlikovanja glasov, je to predpogoj, da se potem otrok zaveda, da jezik ima recimo zloge, besede, končnice, začetnice, tako da strokovnjaki prepoznamo že malo prej, starši ob vstopu v šolo in opismenjevanju ponavadi, čeprav potem reče, pa saj res v preteklosti, vem, da otrok ima težave z rimami ali pa koračnicami in zlogovanjem. Tako da večina ljudi se zaveda, da otrok ima težave na področju fonološkega zavedanja v šoli. Vzgojiteljice, pa še posebej vzgojiteljice, ki se posvečajo zgodnji obravnavi, ne v obravnavi, prepoznavanju, potem se zavejo že prej, to se pravi, ko otrok ima težave s temi enotami. Silva, kako pa, ko se te težave pojavijo in se odkrijejo, kako lahko te težave rešimo? Katero vlogo ima recimo vrtec, šola, katero vlogo pa družina? Recimo, če začnem pri vrtcu, v vrtcu itak se vse te vaje delajo preko igre in to je na dnevnem redu, te stvari delamo. Recimo, ko čakamo v vrsto, ko čakamo na kosilo, se igramo, tako da ploskamo na zloge, da iščemo besede na določen glas in tako naprej. Veliko lahko pripomorejo starši s tem, da otroku berejo, pripovedujejo, da otrok pripoveduje. In tudi v šoli seveda podpirajo te stvari. V tem priročniku so zbrane vaje, ki bodo lahko pomagale tako staršem kot vzgojiteljem in kot učiteljem v šoli. Za vrtec spet poudarjam, naj grejo vse te stvari preko igre in se to dogaja preko igre in otrok mimogrede osvaja.
Tam, kjer vidimo pa šibka področja, pri določenem otroku to podpiramo na tem področju. In naj poudarim, da se da marsikatero stvar rešiti že v vrtcu. Potem, ko pride otrok v šolo oziroma po 3. razredu, potem je malo težje. Je res, Martina? Samo en korak nazaj. Zakaj je pomembno branje, da starši berejo? Zakaj je pomembno, da otroci se učijo pesmic na pamet ali kakorkoli že se jih učijo in jih slišijo? Ker je prav, da otrok čim več sliši, posluša, začne razlikovati, začne poslušati s pesmicami, tudi če se jih uči na pamet, to ponavlja in uri spomin, uri rimo, sliši melodijo, sliši ritem. Pri vsem tem naj poudarim še nekaj, ki morda ni bilo poudarjeno v tej knjigi. Veliko lahko naredimo tudi s petjem. Z glasbo, s poslušanjem glasbe, petjem, se tam otrok osvaja melodijo, ritem, spomin, besedilo in tako naprej. To je prava terapija. Si želela kaj dodati, Martina? Glede jezika je zelo pomembno, da beremo, poleg zaradi vsega tega, kar je rekla kolegica Silva, enostavno zaradi tega, ker otrok se nauči na malo bolj v navednicah pasiven način poslušati določena zaporedja, določene ritme, določene naglase in na nek igriv in prijazen način, tudi preko v bistvu zelo pozitivnih čustev, daja skladišči vse te informacije, tako da ni neka eksplicitna oblika jezika, ampak implicitna oblika jezika, učenja jezika, kar gre čisto do srca, direktno in prav določene nevrološke centre. In zaradi tega je to zelo pomembno, še posebej ritmično branje pesmic iz Števank, ki spodbujajo tudi fonološko zavedanje. Torej, če sem dobro razumela, je preventiva, mislim, to delo vnaprej zelo, zelo pomembno in bistvenega pomena, da se težava lahko sploh ne bi pojavila. Kako pa lahko vaje, mislim, poleg preventive, prav ciljne vaje, kot so vaje zbrane v knjigi V svetu glasov, pripomorejo pri reševanju in odpravljanju težav, Martina? Torej, kar vemo je, da v družinah, kjer se ogromno bere, poje, ritmizira, pleše, pomagamo otrokom, da strukturirajo ta ritmičnost in jezika in glasbe, ne? In preventiva je lahko torej vgrajena, vtkana v družino, to smo že rekli, ne? Vemo pa, da ustrezno razvito fonološko zavedanje je v bistvu pogoj, da se človek opismenjuje v 1. in 2. razredu osnovne šole. In obstajajo tudi raziskave, ki pravijo, da če otrok v predšolskem obdobju ima težave z zlogovanjem, glaskovanjem, z vsem tem, kar je pač v knjigi, pa še druge stvari, potem lahko pričakujemo težave pri opismenjevanju. Tako da s tem, da štejemo besede, da štejemo zloge, da zlogujemo, glaskujemo, da se igramo z glasovi in z jezikom, res v igri, v interakciji in da pomagamo otroku, da gre skozi določene dejavnosti, ki mu pomagajo, da razume, da obstajajo neke enote jezika, potem to je preventiva, ne? Vsekakor poudarjam, vrtec, predšolsko obdobje je obdobje igre, ni obdobje opismenjevanja, ni obdobje črk, ne? Je obdobje igranja z glasovi, da otrok razvije radovednost do jezika, ne? Recimo v slovenščini imamo krasne pesmi, recimo Andrej Rozman Roza, recimo Pasavec je šel v pasarju popraviti pas, ali pa ne vem, Miroslav Košuta, ne? Prišla je v mlako žabica, tam to je žbc. Vse to bi morali uporabiti in izkoristiti, ker res imamo nor zaklad, res primerjavi z nekaterimi narodi in v bistvu majhno geografsko širino in dolžino, ne, res smo bogati na tem področju in slovenščina je tudi zelo onomatopeična, ne, zelo lepa zaradi tega. Ta preventiva je lahko pač direktna, posredna ali pa neposredno vgrajena v družino, v vzgojo, izobraževanje, ali pa tudi, ko vse to ne zadostuje, v specialno pedagoško ali logopedsko terapijo. No, torej, kaj pa te vaje? Kaj ponuja priročnik V svetu glasov? Katere vrste vaje so zbrane, čemu služijo, čemu so namenjene? Vprašanje zame?
Torej, kot naslov pravi, da otrok spoznava svet glasov, ne v smislu fonetike, fonologije, ampak fonološkega zavedanja, to se pravi, da postopoma koraka od makrodelov, kot so besede, do srednjih delov, kot so zlogi, do najmanjših delov, kot so fonemi, torej laično črke, ampak so glasovi, ne, ki jih slišimo. In ne samo na tak način, da analizira, kar sliši, ampak se tudi s tem igra. Ne vem, da lepi zloge, lepi glasove, jih odvzame, jih doda. In ne samo z besedami, ki obstajajo, ampak tudi z nebesedami, tako da uri verbalni spomin. Tako da vsaka vaja ima noter navedeno torej področje, težavnost, cilje, tudi vpliv izvršilnih funkcij, kot so pozornost, deljena pozornost, inhibicija, menjavanje setov, kar sodobne raziskave kažejo, da so zelo pomembni dejavniki, na kar je opis vaje in vse aktivnosti, pa tudi variacije na temo za malo popestritve. Tako da vsaka stran ima vajo zase, morda na 2 straneh včasih, ne, je nekakšen prav priročnik, kjer lahko se začne čisto od začetka, kjer sploh besed praktično da ni, ker urimo spomin, do končnih vaj, ki so malo bolj napredne, malo težje, ne, od najmlajših otrok do najstarejših otrok. Kdo naj seže po tem priročniku? Vzgojitelji ali lahko tudi starši si pomagajo, Silva? Praktično vsi, ja. Od staršev do vzgojiteljev, do učiteljev in tudi do specialnih pedagogov, ki delajo z otroki in z osebami specifičnimi težavami. Naj povem, da ko smo začeli zbirati to vaje, mogoče se bo nekaterim na prvi pogled zdelo, da nismo odkrili nič novega, v resnici res nismo. Res ne. Saj tisti, ki delamo na tem področju, se praktično srečujemo s temi vajami vsak dan. Naša želja je bila ta, da jih zberemo na enem mestu in po enem določenem kriteriju. Boste videli, pred vsako vajo je pač taka tabela, ne, razpredelnica, kot je omenila Martina, in lahko sežemo, iščemo to, kar želimo. Želeli smo popestriti, recimo, če jaz to, kar sem rekla prej, ko zlogujemo v vrtcu, najbolj klasičen način je to, da ploskamo na vsak zlog. Tukaj pa smo dodali še nekaj primerov za razgibanje. Pri marsikateri vaji pa boste imeli prostor še, da lahko dodate svoje ideje in to nadgrajujete. Tako da postane delo bolj pestro. Knjiga, priročnik ima tudi slikovne priloge. Čemu služijo? Kaj v teh prilogah? Te priloge služijo temu, da podpremo vaje oziroma da otroku nudimo tudi slikovno gradivo in mu s tem olajšamo prepoznavanje besed, fonemov in tako naprej. V knjigi imamo kar precej teh, od zadaj so zbrane vaje s slikovnimi prilogami in tudi prav na zadnji strani so te ilustracije namenjene temu, da jih lahko izrežemo in z njimi prav konkretno delamo z otroki, jih mogoče plastificiramo. Martina, jaz predlagam, da odpreš knjigo in izvedemo takoj eno vajico, da odkrijemo, če smo fonološko razviti. Najtežje, če sodimo res na odr mladih, prav? Jaz bom izbrala res eno najtežjo, kar pomeni rokovati z besedami, ki ne obstajajo in ki nastanejo spet ne besede. Tako da namen je, da obdržimo v spominu neko zaporedje glasov in nam ne pomaga sploh vsebina, pomen, nimamo nobenih vidnih asociacij. Zapomniti si moramo, kaj moramo izbrisati, iz česa moramo izbrisati, to se pravi, da nastane neka vrzel, neka pavza na sredi besede in to se pravi, si moramo zapomniti prvi delne besede in drugi delne besede in potem zraven še spojiti ta dva dela, ne. To se pravi, ni kar mala malca, ne, za otročke, včasih tudi za osnovnošolske otroke, ne. Tako da, jaz bi predlagala, da iz besede dedentan brišemo tan. Kaj ostane? Korajžno.
Deden, tako, bo v redu. Ta je lažja varianta. In mekuza brišite ku. Meza. Naredili ste test, dobro upravljeno, priden čebelica sedi. Ne? Dobro. Zdaj nam se zdi ta zadeva zelo, zelo enostavna, ampak recimo, če bi rekli besedo šklafopje, briši p. V bistvu moramo biti sposobni večnivojskega spomina, glaskovanja in spajanja delov besede. Ne? In veliko otrokom ne uspe. Tisti, ki hodijo k specialnim pedagogom in logopedom zaradi težav branja, fonemskega verbalnega spomina, tudi otroci z govorno-jezikovnimi motnjami lahko imajo s tem resne težave, ampak nič ne da, vemo, da lahko vplivamo, vemo, da če delamo sistematično vsak dan po 10-15 minut zelo specifične vaje, ti otroci lahko v določenem času, odvisno od količine dela in tudi natančnosti terapije oziroma predlog za terapijo doma, v največ pol leta marsikaj izboljšajo. Tako da dala sem vam najtežje, ne? Ampak morda bi bile kakšne druge težke, ne vem, zapomniti si 7 barv nazaj, na primer. Ne? Tako da lahko izbirate, čeprav starši mi rečejo, da ko kupijo knjigo, potrebujejo neko navodilo, kje začeti. Ne? Če ste vzgojitelji, specialni pedagogi, logopedi, pa je v bistvu od začetnih poglavij do končnih poglavij prav propedeutično, od A-ja do Ž-ja, ali pa da človek izbere to, kar misli, da je najbolj potrebno za dotičnega otroka. Je pa res, da stalno govorimo o otrocih, ne? Ampak dejansko to lahko uporabimo tudi za odrasle, po možganski kapi, pri demencah, ne? Tako da nisem za otroka. No. Mislim, tale priročnik je šel že pred nekaj mesecev, s poleti, torej že smo ga ponatisnili. Kakšni so odzivi recimo staršev, sodelavcev, kaj pravijo, kaj je recimo tisto najbolj pomembno, kar ste s to knjigo dosegli? Torej, najpomembnejše je to, da ogromno znanja v slovenščini različnih kolegov, ne, ki so to o tem pisali v diplomah, v doktoratih, v člankih, iz klinične prakse, ampak žal imamo vsi malo kompleksne vrednosti in si ne upamo pač izdati, ne, v knjigi. Tako da, če imate gradivo, drage kolegice, kolegi, kar na plan, ne. Prednost je ta, da smo dali to na kup, ampak ne samo na kup, ne, ni enolončenca sprehodavcev, ne, ampak je hierarhija, ne, od najlažjega do najtežjega, ima neko nit, kar je pa nova zadeva in se je prvič pojavila na našem rehabilitacijskem področju, pa tudi na področju edukacije, torej vzgoje, da smo vgradili tudi izvršilne funkcije, za katere vemo, da so zelo, zelo pomembne pri fonološkem zavedanju in opismenjevanju. Tako da je edina knjiga v slovenščini, ne, vse vaje so v glavnem uporabne tudi v jezikih naših sosedov, ne pa vse, ne, ker slovenščina ima PTK, BDŽ na koncu, italijanščina na primer nima, nemščina ima še več. Ne. Tako da, če ste večjezični, potem vzemite kot izziv, ne, sicer z drugimi besedami, jasno, ne, ampak kot nek skelet. Ampak ravno tako kot fonološko zavedanje je pri otroškem razvoju pomembno tudi grafomotorično zavedanje in primerno razvite grafomotorične spretnosti. In zdaj v mislih imam to troje zvezkov, ki so ravno še dišijo po tiskarni in po sveže tiskanem papirju. No, za začetek, kaj je grafomotorika? Torej, grafomotoriko na splošno laiki razumejo kot gibanje roke s pisalom na papirju. To je to. Isto kot govor se razume samo kot zvok, ne? Ampak pred govorom, pred grafomotoriko obstaja neka želja, nek začetek, nek program, še prej zemljevid, ne, kje sem, kaj imam in tako dalje, torej program in potem načrt, katere mišice se morajo v tisti milisekundi premikati na določen način za to, da nekaj narišem, napišem, naslikam in tako dalje. Tako da grafomotorika je spretnost, ki jo ima otrok za to, da pusti za sabo sledi
svojih misli, in zdaj lahko so to visoko kodirane zadeve, kot so črke, simboli, in to je še zahtevnejše. Potrebujemo pomoč. Ali pa manj kodirane, kot recimo slika na vse zadnje, ko izraža čustva, videnje sveta. Ne? Pomembno je to, da gre za misel, načrt in program in šele potem je izvedba. In zaradi tega mislim, da je glavno vodilo knjige, ki je v celoti narisana ročno, tako da veste, to je avtorski projekt, ne? Ravno to upam, da žari iz knjige, da je najbolj pomembno načrtovanje in misel, da takrat, ko roka želi tja, jaz se ustavim, torej inhibicija, in razmislim, ali res mora iti tja. Ne? To se pravi proces in ne rezultat. Upam, da sem sporočila z uvodom, ki mimogrede je trojezičen, slovenščina, nemščina in italijanščina, ker upam, da veste, da obstajajo manjšine. Žal v madžarščini nismo, ker potem bi bila knjiga tako debela, samo z uvodni, smo morali malo omejiti. Tako da je uporabna tudi za recimo italijansko manjšino v Sloveniji, mimogrede. Ni cela knjiga trojezična, ker je samo uvod trojezičen, vse ostalo je risano z naslovi. Tako da to je to. Sam na kratko omenila si, torej to knjigo vidimo, to ni perfektno, to ni z računalnikom narisano, ampak prosto roko. In to je bila tudi tvoja želja. Lahko poveš, zakaj? Torej, moja želja je bila, da sporočim prvič, da nihče ni perfekten, da lepota človeka je ravno tam, da smo analogni, čeprav je risano na grafično tablico, da ne bom izgledala tak svetnik, ne, ker sem popravljala in brisala in dodajala. Da je poteza in prav način, kako otrok vleče potezo, tako zelo individualen. Opazujte otroke, kako narišajo. Eni imajo recimo kot Hlavati, Robert Hlavati, tako potezo in eni bolj mehko, eni imajo debelejšo, eni bolj oklevajočo. Zato mislim, da je zelo pomembno to, da ni perfektna, ker na tak način rečemo otroku, poskusi, sej lahko je črtek samo taka, malo drugačna, tako da upam, da mi oprostite, če ni perfektna, kot je naš digitalni svet, ampak je bil tudi namen. Pravzaprav me tudi kolegica Barbara Šoman-Škrabulje, specialna pedagoginja, še bolj spodbudila, rekla, wow, to je tako lepo, da je ročno narejeno in da se to vidi, da je človeški faktor v ozadju, prav z namenom. Sam še potem o zgradbi knjige. Knjiga dejansko sestavljena iz dveh delov, torej uvodni del, kjer se pove, kaj je grafomotorika, katere so težave, kako se knjiga uporablja in kaj je poleg tega v splošnega dela še specifični del za vsako raven knjige. Če lahko poveš, kako rasejo te ravni. Ja, torej, prvi del je splošno grafomotoriki, malo strokovno poljudno, da se ve, kateri je namen. Potem je en delček, ki opisuje namen točno tistega dela, prvega, drugega, tretjega dela in potem so vaje skozi celo knjigo. In zdaj ideja je ta. Na tržišču je precej grafomotorik, takih ali drugačnih, ampak v glavnem se ukvarjajo s tem črte gor, črte dol in podobne like, malo katere ima zanke in je vedno namenjeno, pač da otrok bo nekoč pisal. Pač pisanju, ker prej slej dobite elemente pisanja. Medtem ko te knjige so narejene vedno v luči, da otrok je tudi grafomotorično simbolno sposoben, torej pisanja. Ampak poanta ni v perfektnem pisanju, ampak je v načrtovanju, kot sem rekla. Torej prva ima osnovne elemente in se že nekako nagiba k temu, da otrok malo izmenjuje te elemente, druga že naslavlja inhibicijo, torej najprej tja, potem tja, enkrat gor, enkrat dol. Tako da otroka prisilimo, da izmenjuje motorične vzorce, prav z namenom. V različnih usmeritvah, ali levo, desno, gor, spodaj, ali pač diametralno v levo ali pa v desno. Medtem ko tretja, ki meni sicer je najbolj všeč, je pa namenjena res možgančkanju, ker so zanke in enkrat v desno, enkrat v levo in otrok mora res načrtovati svoj gib.
Ko sem imela pač delovne verzije, sem občasno dajala otrokom, ki k meni prihajajo na obravnavo, določene liste in mama je rekla, da je sin rekel, da se sprosti ob teh vajah. In kaj je lepšega, da ti nekdo, ki je uporabnik, to pove in da ne čuti stresa. Najbrž tudi zaradi tega, ker smo skušali narediti, da ni črno-belo, ko je tako vidni stres, ne, ampak modro-belo ali pa druge barve, tako da odziv je tako praktično gledano dober in ravno zato, ker naslavljate 3 ravni in ljudje lahko izbirajo. Ne samo to, te vaje se lahko izvedejo v zvezkih, ampak jasno poveš, da manjši otroci lahko tudi drugače uporabljajo. Ja, to je tudi na vodilih. Ni namenjeno, da je na A4 formatu mikrostruktura. Ne? V bistvu dobro je, da imamo kot predlogo, sicer tam je nekaj prostora, da otrok riše, ampak lahko to recimo z prstom v mivko, prstom v koruzni zdrob, polento, ne? Ali pa v sol, ali pa peno za britje na oknu, ali pa skredo na asfaltu. Brez kazni, kot so jih dajali. Skratka, in šele potem z debelo voščenko ali pa z tempera barvo na prstu, šele na koncu je tisti famozni troprstni prijem. Ne? Torej ni namen v izvedbi, še enkrat poudarjam, namen je v razmišljanju, kako se moja okončina, s katero puščam sledi v prostoru, premika v tridimenzionalnem prostoru. Ne. In zaradi tega tudi ta knjiga ni namenjena samo otrokom, ampak tudi... Ja, ni namenjena samo otrokom, ampak kadarkoli pride do težav v načrtovanju giba, recimo apraksija se imenuje, okončin, se lahko to uporablja zato, da spodbujamo motorične centre možganov, da ponovno zgradijo poti, ki so potrebne za to, da uporabljam pisalo na papirju. Martina, zdaj pa malo splošnejše vprašanje. Ne? Grafomotorične težave, kdaj se pojavijo pri otroku in kako se pokažejo? Vprašanje je malo izziv, ker zdaj odločam, kako natančno odgovarjati, ali klinično, ali poljudno. Skratka, grafomotorične težave so lahko velikokrat zelo skrite. Ne? In se zavemo v predšolskem obdobju, takrat, ko otrok se izogiba slikanju, risanju, čemurkoli, kar se nanaša na neko sled. Ne? Ampak ni samo to. So lahko otroci, ki imajo težave z zapenjanjem gumbov, z vezalkami, ko se obuvajo, še posebej, ko se oblačijo, manj, ko se slačijo. Otroci, ki morda so malo nerotkani. Ampak ni nujno, da se to vidi, ne? Ker dejansko lahko je otrok grobo motorično spreten, ampak simbolno je nespreten. Ne? Velikokrat imajo te težave otroci, ki so nedonošenčki ali težave ob porodu. Ne? Velikokrat tudi otroci, ki so zelo, zelo nemirni, ne? S težavami pozornosti, ker gre za neko skupino otrok. Ni pa nujno. Ne? Zgodnji kazalniki so, ne pomeni, da vsi otroci, ki bi lahko imeli težave na področju grafomotorike, bodo imeli težave na področju grafomotorike. Ampak najbolj pomembno je to, ne? Da ko otrok ima težave z branjem, ko ima otrok težave z pisanjem, ne daje to otroku, da bere in piše. Vplivati moramo na to, kar je predtem, ne? Torej na načrtovanje giba, na razmišljanje o gibu ali pa na fonološko zavedanje, še prej na fonološko razlikovanje. Ne? Zdaj tega tudi odziv, ker prej se me vprašali, jaz sem pozabila odgovoriti, ker je bilo preveč vprašanj hkrati. Odziv je dober prav zaradi tega, ker smo ponudili v bistvu rešitev za en konkreten problem, kako otrokom pomagati, da bo čim manj otrok s težavami branja, pisanja, računanja v osnovni šoli, da bi bilo čim manj otrok tudi v čakalnih vrstah za logopeda, specialnega pedagoga, da bi bilo čim manj otrok tudi za odločbami kot otrok z posebnimi potrebami. Ker vemo, da z učinkovito pomočjo približno 60% otrok lahko v navednicah odrešimo te tegobe. Ni da spremenimo otroka, ne? Ostane še vedno tako ti, ampak mu pomagamo, da okrepi področja, ki so šibkejša. Diskalkulija, disleksija, grafomotorične težave. Lahko obrazložiš to povezavo, če je ali če ni? Ja, torej, najprej bi želela poudariti, glede na to, da sem v javnem prostoru, bom morda dvignila malo prahu.
ampak ne obstajajo samo specifične učne težave, ampak obstajajo tudi specifične poučevalne težave. To se pravi, odrasli nosimo veliko odgovornost, kako rokujemo z otroki. In če jaz ne vem, kako pomagati otroku, imam vso dolžnost, da se informiram. Smo leta 2022 in obstaja ogromno virov. In torej, ti otroci, ki jih tako hitro etiketiramo kot otroci s posebnimi potrebami, res da imajo posebne potrebe, ampak prvič imamo vsi posebne potrebe, tako drugačne. To je svet zelo zanimivih ljudi, ki gledajo na svet na drugačen način, morda z drugačnimi očmi, težje rokujejo simboli z hitrim procesiranjem vidnih informacij, slušnih informacij. So osebe, ki drugače analizirajo svet in v šoli, ki je v glavnem narejena za 50% populacije, to se pravi za levohemisferne, črno-bele, linearne, metodične ljudi in tudi srednjega sloja na vse zadnje, ne. Ti otroci velikokrat ven štrlijo in velikokrat so tudi nadpovprečno inteligentni. Torej, te stvari so povezane, ker prav na nevropsihološki ravni gre za podobne načine procesiranja, ampak pri vsaki osebi se pokažejo malo drugače, eni bolj s težavami branja, eni z težavami številske vrste, razumevanja številskega prostora, lahko je zraven tudi težava pozornosti in koncentracije, lahko je zraven Tourette sindrom stiki, ne, lahko v ozadju so tudi stvari, ki sploh ne vemo, da otrok ima, na primer sindromi z več kromozomi XXY, ki se lahko prekriva z jezikovnimi motnjami. Skratka, gre za nek zelo zanimiv svet ljudi, pri katerih so ugotovili, da pri 30% pri osebah z disleksijo, te osebe so nadpovprečno inteligentne, pri tipični populaciji 3%, torej vidite razmerje, ne. In v šoli pa žal so videni zaradi šolskega sistema kot takega, kot osebe, ki jim nekaj manjka, ampak dejansko imajo nekaj več. Več kreativnosti, divergentno mišljenje in kar udari je samopodoba. In mislim, da je cilj vseh naših strokovnjakov, da pomagamo tem otrokom, da okrepijo vse to, kar v bistvu družba zahteva, ne z ciljem, da jih spremenimo kot ljudi, ker jih ne smemo, ker so motor naše družbe, ampak da jih opremimo s temi veščinami, da pač preživijo to obdobje šole in da potem se najdejo na poteh svojega srca, no, ker velikokrat so bodoči računalničari, slikari, raziskovalci, ne vsi, jasno, ne, ampak en velik delež, ne, tako da to je ta skupina otrok, ki ima težave z branjem, pisanjem, računanjem, slovnično strukturo, natančnim pisanjem, ne, in zraven se še te dodatne zadeve, to se pravi, da govorimo o nekem spektru, o neki platformi, ne, kjer se mi specialisti gibamo, ne. Martina, krasno si povedala, zdaj bi skoraj da zaključila, ne, kaj pa recimo tile grafomotorični zvezki prinašajo, podobno vprašanje kot prej, prinašajo novega. Torej, kar je novega? Notri so tudi navedeni določeni viri, ki jih najdete, recimo Društvo Bravo ima knjigo z veliko zankarijami, ne. Ampak tista knjiga ima nek določen namen, ne. In imamo recimo doktor Antona Kotarja, še našega bivšega profesorja s fakultete, tudi ene vaje za grafomotoriko. Kar prinaša novega je to, prvič, da je na 3 stopnje, da je risano ročno, čeprav nekatere tudi so bile. Novega ima, da zelo naslavlja in poudarja še posebej to načrtnost, praksijo, torej načrtovanju v prostoru in času. To se pravi v omejitvah tega sveta, ne, ker moramo nekako plut, ne, v 3 dimenzijah plus v času. In takrat, ko pišem, takrat, ko rišem, ne premikam samo roke v prostoru, ampak premikam pri določeni hitrosti. In na tak način moram tudi nekako, ne rečem razmišljati, ampak hkrati prirejati mišljenje z roko. In torej, knjige prinašajo stopnjevanje, prinašajo to, da je največji fokus v načrtovanju in izvedbi, torej razmišljanju. Ni toliko pomemben rezultat. Meni navsezadnje kot terapevtu rezultat sploh ni pomemben in otrokom tudi to rečem, pomemben je proces, ne. Isto kot je pravil Ned Zaplotnik v svoji
pripovedi Pot. Ne. Pomembno je to tudi, ker se otroci pri tem spoznavajo, kje imajo težave, kje se lahko ustavijo, kje lahko ponovno pomislijo in imajo pravico, da ponovno pomislijo in ponovno začnejo. V bistvu kot navdih celi tej zgodbi je bila gospa Polatajko, ki je delovna terapevtka, sem imela srečo, da v Zavodu Soča, Uri Soča v Ljubljani, je imela tečaj. In njen princip je, da spodbuja otroke, da razmislijo, kako naj spremenijo svoj gib, če želijo skakati čez kolebnico, če želijo voziti kolo. In vedno to vprašanje, kako bi naredil, kako bi lahko drugače, kaj meniš, da je bilo najboljše, poskusi. Na ta procesni način in mislim, da v procesu se otrok spoznava, kaj zmore, če se ne zmore, ki ima šibka, močna področja in mi odrasli smo tisti, ki ga moramo na tej poti spodbujati in mu pripoznati to pravico še posebej. Hvala lepa. Mislim, da smo malenkost prekratki, ampak marsikaj je bilo rečenega. Morda bi še kdo želel kaj vprašati iz publike, če vas kaj zanima. Prosim. Zanima me, če so te ravni, ki so navedene tukaj, ker sem malo zamudila, povezane s prvim, drugim, tretjim, triletjem osnovne šole? Ne ravno prvim, drugim, tretjim, triletjem osnovne šole, so povezane z grafomotoričnimi spretnostmi, ki povedejo otroka, da zmore načrtovati svoj gib, še preden začne uporabljati gib, da piše. To se pravi prehod v osnovno šolo. Torej, za tipičnega otroka marsikaj lahko uporabljate prvo in drugo knjigo zagotovo v predšolskem obdobju, ko so otroci, ki imajo določene težave prav v načrtovanju, v hitrosti, v zadrževanju svojega vedenja, na primer, potem nekatere postanejo izziv. Ampak če imate otroka, da se sooča pozitivno z izzivi, potem je zadeva v redu. Ne? Tako da knjiga je nesimbolna, to se pravi, nima noter črk z namenom, da nekaj piše, torej ni prepisovanja črk, besed, kot vidimo v določenih bolj, kako bi rekla, šolskih knjigah. Ne? Namenjena je temu, da otrok zmore načrtovati gib tudi takrat, ko se spreminja v horizontali, torej z različnimi vzorci, torej enkrat trikotnik, enkrat kvadrat, da v vertikali enkrat zgoraj, enkrat spodaj, ali pa še dodatno, da poleg te izmenjave vertikalno in horizontalno zahteva še premike enkrat v levo, enkrat v gor, enkrat v desno, enkrat tako, enkrat drugače in torej je zelo visoko kodiran način rokovanja pisala na papirju. To ne pomeni, da tega se ne sme delati v osnovni šoli, pravzaprav v prvem razredu osnovne šole ne bi bilo napak, ne, to uporabljati, ker popelje otroka od manj zahtevnega znaka do najbolj zahtevnega znaka. Tako da namenjeno je še posebej otrokom do recimo 7., 8. leta, so pa uporabne tudi pri otrocih z diagnozo disgrafija, to se pravi z težavami pisanja ali tudi risanja, ker ponavadi vedno se obregnemo ob pisanje, ne, ampak imajo težave tudi pri slikanju in pri risanju, zato da se jim pomaga, da spet zgradijo poti, ker naši možgani so do konca našega življenja še vedno v rasti. Upam, da to veste in da ne verjamete starim teorijam, ki pravijo, da po 21 letih, da naši možgani propadajo. To ni res in zaradi tega vadite. Hvala lepa s tem priporočilom in s temi knjigami, ki sta jih pripravili. Se vama zahvaljujem za ta nastop, za delo, ki ste ga opravili in vam želim še veliko uspehov prav na tem področju. Hvala lepa za pogovor in hvala vsem vam. Hvala tudi vam in hvala tudi založbi Mladika za zaupanje, ker nam, ker še gospe Sonje Perčič tukaj ni, nam je bilo zelo lepo in zelo plodno. Najlepša hvala.